na obisku. Z veseljem vam predstavljamo novo serijo podkastov Na obisku. V dolgem vročem poletju vas bomo vsak petek opoldne povabili k poslušanju pogovora z nekaterimi zanimivimi strokovnjaki in člani Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju. Državljanka Evrope, ime meseca marca, Radia Val 202, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Takole najkrajše pa bi jo lahko opisali z nekaj besedami. Gre za vedro žensko, ki premika gore, kar dokazuje že zadnjih nekaj let. Kristina Modic, živjo. Živjo. Kristina, državljanka Evrope, kaj to pomeni, kako se počutiš kot državljanka Evrope? Ja, tako, zelo dobro se sliši. Tako, bila sem zelo presenečena, da sem bila s profesorom Zverom zbrana v taki množici vseh še ostalih. Sem se pa tega bolj zavedla, kakšno težo ima to, pa kako pomembno je to priznanje. V bistvu po odzivu ljudi, ko so to zvedali v medijih, prej me niti ni tako presenetilo na nek način, oziroma toliko veliko pomenilo, ali kako ne rečem, pa kar naenkrat, ko sem videla od odziva, kako gledajo na to priznanje, sem pa ugotovila, sej, to pa res ne. In tako nekako to čutim kot neko priznanje tudi za vsa pretekla leta, ker je že vrsto let skupaj s stroko premikamo gore oziroma meje skoraj že mogočega, in je to res eno tako lepo priznanje. Po drugi strani pa vedno za nekimi dobrimi projekti, za dobrimi akcijami, cela ekipa zadaj, to nisem samo jaz tukaj, zato zelo z največjim veseljem in srcem razdelim to priznanje še med ostale kolege iz združenja, pa tudi med strokovnjake, ki z nami sodelujejo, ker v končni fazi skupaj lahko to naredimo. Jaz kot sama, kot posameznica ne morem takih stvari delati. Ekipa je pa tisto, in to taka ubrana, usklajena ekipa, ki se dobro razume, ki dobro dela, pa to zmore, in tako da v bistvu to neko priznanje nam vsem. Tamle po stopnicah na Mrazovem trgu vsake toliko stopa kakšna gospa, pa tudi gospod z rožico, z nasmehom, pride semle v pisarno in čestita. To so torej verjetno ti odzivi, po katerih tudi sama nekako prepoznavaš, da gre za res veliko reč. Ja, tako kot sem rekla, zdaj v bistvu čutim šele, kakšno moč ima to priznanje, tako kot si rekla, ker smo se v zadnjem času kar nekaj rožic dobili v pisarno v ta namen. Tako da, vesela sem, počaščena sem, hkrati je to tudi ena taka velika obveza za naprej, v bistvu kot motivacijo za naprej. Začelo se je februarja, pravzaprav že lani, ko se je napovedovalo, da bodo slovenski strokovnjaki vzpostavili pogoje in vse potrebno za karticelično zdravljenje bolnikov s krvnimi raki, torej ti naši ljubljanski hematologi, strokovnjaki. Govorilo se je že leto, potem pa se nič ni premaknilo zaradi covida, vsem znanih razmer. Potem pa je šel nek članek našega člana, draga Ivanuše, in čez noč se je nekako spontano začela ena akcija, ki je prerasla v kampanjo in iz dneva v dan se je kotalila in dosegala neke razsežnosti, zelo, zelo velike in pomembne, iz katerih je na koncu prišlo do tega, da je klinični center, torej klinični oddelek za hematologijo, potem dobil kar 2, ne eno potrebno napravo. Ta kampanja se je v bistvu začela par dni prej, kot smo jo mi načrtovali, pa tudi čisto malo drugače, kot smo jo mi načrtovali, v bistvu s člankom draga Ivanuše, ampak v bistvu smo potem ugotovili, da je bilo tako najbolj prav in da je v bistvu prav ta začetek dal en močen zagon tej akciji, ki je aktivirala, mislim, res Slovence na polno, tudi medije, skratka,
samo po sebi se je odpiralo in samo sledili smo, delali, se angažirali tudi sami, cela ekipa, združenje, potem profesor Zver, tudi številni drugi naši člani združenja so se aktivirali pri zbiranju donacij. Tako da je kar teklo in se mi zdi, da velika podpora je bila tudi strokovne javnosti, naši znanstveniki, razvojniki iz različnih področji so podprli to akcijo, podprli ta prizadevanja profesor Zvera in nas in se mi zdi, da vse to je dalo eno tako veliko moč akciji in na ta način smo v bistvu uspeli prepričati tudi javnost, da gre za res eno pomembno reč, ki jo je vredno podpreti in tako da še zdaj, hvala vsem donatorjem po SMS sporočilih, tistim na transakcijski račun, pa seveda tistim podjetjem, ki so pristopila tudi k akciji, skratka res v zelo hitrem času, v dobrih 2 mesecih nam je uspelo nepredstavljivo. Najprej v bistvu smo si zadali cilj, da bomo zbrali sredstva za eno napravo, ampak se pravi, ker je akcija tako tekla in donacije so prihajale skoraj z vseh koncev, Potem je prišel še en anonimni donator, ki je doniral 100.000 evrov in takrat je vse skupaj preskočilo in smo ugotovili, zdaj imamo pa priložnost, da mogoče celo 2 napravi kupimo in tako omogočimo večjim bolnikom zdravljenje hkrati. In res je tako bilo. In kar me tako veseli še danes, smo sredi poletja, prihajajo donacije, še vedno nekaj ostaja denarja na računu, ni še za eno napravo, ampak kot kaže s temi donacijami, ki še prihajajo, da bomo mogoče lahko nabavili celo 3. napravo. Zanima me, zakaj je tak odziv, zakaj več kot 4.000 donatorjev, zakaj je pravzaprav v strokovni vrh tukaj prišel v Ljubljanico na Vrazovem trgu, takrat so bile epidemiološke razmere še precej zaostrene, pa so prišli profesor Jerala, profesor Ihan, doktor Kneževič, docent Sever, tako ali tako profesor Zver, pa ti, pa Drago. Zakaj je ta akcija tako zelo drugačna od vseh tistih, ki smo jim priča čez leto? Mislim, da je tukaj več faktorjev, ki vplivajo na to uspešnost akcije. Ta močna podpora uglednih strokovnjakov, ki so zastavili svoje ime za ta projekt, potem zgodbe bolnikov, ki so se izpostavili, ki so povedali, da je v bistvu to morda njihova edina možnost za preživetje. Ne nazadnje tudi velika podpora medijev, tudi mediji so prepoznali, da gre za dober projekt, pomemben projekt za slovensko zdravstvo, ne samo za hematologijo, ker to je prihodnost karte zdravljenja, je ni samo na področju hematologije, na področju celotne onkologije in še širše. Znali smo to pravilno predstaviti, da je to naložba ne samo za majhno skupino bolnikov, ampak s tem omogočamo razvoj in preživetje in zdravljenje res široki množici bolnikov in širokemu naboru bolezni s časoma. Pa seveda, jaz mislim tudi te zgodbe bolnikov, tako kot sem omenila. Kaj pa vem, pa tudi pravilna komunikacija, transparentnost. Mi smo ves čas obveščali, koliko imamo sredstev na računu, da bodo vsa denarna sredstva izključno za nakup teh naprav. In tudi teh 115.000 evrov, ki trenutno je na računu v tem momentu, na današnji dan. Počakali bomo še nekaj donacij, če nam bo uspelo kupiti 3. napravo, vkolikor ne, gre to vse za vzpostavitev projekta CAR-T na kliničnem oddelku za hematologijo in bomo vsa sredstva donirali v bistvu kliničnemu oddelku in bodo potem oni nabavili še vso potrebno opremo. Tako da vse donacije grejo do centa samo v ta projekt, za nič drugega, za nobene druge stroške. Čeprav ta CAR-T je seveda največji projekt Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, pa še zdaleč ni edini, veliko jih je že bilo prej, veliko jih bo v prihodnje. Preden prideva na te druge dejavnosti združenja, nič manj pomembne, me zanima, koliko je bilo glavobolov v zvezi s tem CAR-T-jem. Jaz mislim, da glavobola ni bilo nobenega, je bila pa velika odgovornost, ki je ti od začetka daje velik adrenalin, ampak potem, ko je bila akcija končana, jaz mislim, da smo bili kar vsi prijetno utrujeni.
rekla si, da je bila to največja akcija, ja, finančno in po taki veliki odgovornosti zagotovo največja akcija Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Drugače so bile tudi še druge ogromne akcije, tudi recimo smo sodelovali in pomembno prispevali k tem, da je hematološki oddelek dobil nove prostore v pritličju kliničnega centra, ampak ja, ta akcija pa je bila zaradi te odgovornosti, tukaj je bilo res tako, mogli smo se hitro obrniti, pa seveda odgovornost do javnosti, tukaj gre za denar, gre za veliko, veliko denarja in to je bilo res tako za mene nekaj zelo novega, in če imam kdaj občutek, da sem že toliko upeljana v to svoje delo in tako naprej, da me veliko stvari ne more presenetiti, pa tako, me je vseeno ta projekt, sem ga čutila kot tako, sem imela kar tremo, tako da me je kar zmučil, po domač povedano, na tem bolj psihičnem delu. Zakaj je delo v Združenju limfom in levkemija tako zelo fajn? Kaj je tisto, kar te pri delu izpolnjuje? Fino je, ker delamo dobre projekte, ki pač pomagajo ljudem nazaj v življenje, ki jim pomagajo pri življenju z boleznijo. Skratka, vsi ti projekti, ki delaš na njih, veš, da to nekomu lajša trpljenje, lajša življenje, mu pomaga k bolj kakovostnemu življenju in to je zelo dober občutek. Potem vsi ti projekti, ker smo zelo dobra ekipa, z različnih področji, dobro pripravimo te projekte, tudi dobimo podporo in je tudi zelo dober občutek, ker pač grejo v življenje, jih spravaš v življenje in vse to te v bistvu drive, ali ne vem, kako ne rečem, k naslednjim projektom, počutiš se tudi sam uspešnega, ko vidiš, kolikim ljudem smo pomagali, kolikim bolnikom smo pomagali. Vzpostavili smo super sodelovanje s stroko, in v bistvu vsi skupaj zelo dobro sodelujemo in je res luštanje delati. To ni neka fakultativna dejavnost, tukaj gre dejansko za organizacijsko dopolnitev zdravstvenega sistema javnega tam, kjer ga zmanjka. In tako je že od leta 2018, v resnici se tukaj začel v sodelovanju s hematologi, se pravi ta projekt celostne rehabilitacije, ki poteka še danes, se je nekako institucionaliziral, če ravno še vedno ostaja zunaj javnega zdravstvenega sistema. Ja, se v bistvu že tudi pred letom 2018 vse od naše ustanovitve naprej, združenja, so tudi drugi projekti, ki dopolnjujejo zdravstveni sistem tam, kjer ga zmanjka. Ampak potem pa smo skupaj s profesor Černelčem, še takratnim predstojnikom, in pa profesor Zupanovo iskali možnosti, kako bi lahko našim bolnikom, ki pridajo iz bolnišnične obravnave ali pa ki imajo težave, pa so v ambulantni obravnavi, pomagali na področju psihološke podpore, prehranske podpore, pa fizikalne podpore. In odločili smo se, da bomo skupnimi močmi, skupaj še z strokovnjaki z področja rehabilitacije, pripravili rehabilitacijski program. Takrat je pa šel ven tudi razpis na Ministrstvu za zdravje, ki nas je še dodatno spodbudil, da smo še bolj pohiteli in smo tudi prijavili se s tem našim programom, ki smo ga skupaj pripravili na ta razpis. Program je bil sprejet in je sofinanciran, kar smo res hvaležni. In mislim, da je ta program celostne rehabilitacije, tako kot si rekla, res izjemno kakovosten, je bolnikom nudi podporo na različnih področjih, dobro je sprejet, veliko bolnikov se odloči, da se vključi v ta program. Mi si želimo, da bi bila celostna rehabilitacija bolnikom s krvnimi raki dostopna v zdravstvenem sistemu in to takoj, ko jo potrebujejo, se pravi že med zdravljenjem in po njem, da se lažje vrnejo nazaj v življenje. Vemo pa, da je to izjemen organizacijski in finančen zalogaj, tako za institucijo zdravstveno kot za državo, in da to še kmalu zagotovo ne bo mogoče. Tudi v drugih razvitih državah to vrstnih programov nimajo dostopnih. Tako da smo veseli, da to lahko omogočamo skupaj s sponzorji, pa donatorji in pa seveda sofinancerjem Ministrstvom za zdravje, da vsaj te naši skupini bolnikov s krvnimi raki, ki se zdravijo z levkemijami, limfomi, plazmocitomi, da jim to omogočimo, da se lahko vključijo v ta program.
in potem lažje grejo nazaj ali v službo ali pa nazaj v vsakdanje življenje, ne, jih toliko polnomočimo. Ne. Ker je zaradi tega rehabilitacijskega programa tudi to vsakdanje življenje seveda mnogo kakovostnejše. Ampak ta skupaj na poti do zdravja, ta program celostne rehabilitacije spet ni eni in edini, izmed teh projektov združenja, ko so denimo v Slovenija Donor ugotavljali, da jim manjka darovalcev krvotvornih matičnih celic, pa so, ne vem, ali kako je to potekalo, rekli: Kristina, pomagajte nam, ko je kar te zastav združenje nam bo pomagalo, ko so prostori pravzaprav bili neustrezni že leta nazaj v kliničnem centru, kaj lahko skupaj z bolniki naredimo. In res ogromno naredite, torej mislim, da več kot 4000 novih potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic je bilo pridobljenih s kampanjo Daj se na seznam, ki je kampanja Združenja limfom in levkemija. Ja, seveda ta kampanja, ki je bila leta 2017, je bila takrat res tako boom, takrat smo zelo povečali slovenski register Slovenija Donor. No, pa kdo se je spomnil? Ja, v bistvu, se pravi, mi zelo dobro kot združenje sodelujemo z različnimi strokovnjaki, z različnimi inštitucijami in tudi Zavodom za transfuzijsko medicino in z registrom Slovenija Donor. Oni so zelo pomemben člen pri zdravljenju bolnika z akutno levkemijo, ki rabi presaditev. Zato smo tudi z njimi sodelujemo, nam tudi oni veliko pomagajo s svojimi svetovanji pri pripravi različnih dogodkov ali pa publikacij. In tako pač, ker sodelujemo, se veliko pogovarjamo, in smo rekli, dajmo nekaj skupaj narediti, da se ta register poveča, ker vsi vemo, da mora biti večji, in takrat potem smo se dogovorili tudi z agencijo marketinško, ki nam je pomagala kreativno zasnovati, ker smo nagovarjali v bistvu mladino, študente, in smo želeli, da jih nagovorimo tako, da bodo razumeli, kaj to je darovanje krvotvornih matičnih celic in da se bodo odločili, da se vpišejo na ta seznam. Tako da smo bili res tako, je bila zelo uspešna akcija. In je v bistvu tista kampanja prerasla v projekt, ki ga zdaj združenje vodi od leta 2017 naprej. Tudi letos smo obudili, verjetno so ljudje tudi zasledili, da smo spet vabili v mesecu juniju nove potencialne darovalce. Tako da to teče in bo teklo še naprej. Tudi znane osebe nam pri tem pomagajo, celo Tim Kores, recimo radijski voditelj z Radia Center, simpatični voditelj, nam je letos pomagal, se je izpostavil, ker on je bil pa dejansko lansko leto v času korone, ko je bilo, je bil celo prav darovalec, je rešil življenje nekomu. Tako da tudi to je eden od naših področji dela, ker čutimo, da moramo biti zraven, da moramo sodelovati, da moramo pomagati ozaveščati. Klinični oddelek za hematologijo, pa potem Zavod za transfuzijsko medicino, pa Onkološki inštitut v Ljubljani, pa torej Splošna bolnišnica v Šempetru, pa UKC Maribor, res tesno sodelovanje s stroko, z vsemi hematologi, z vso zdravstveno nego z teh institucij ste si pravzaprav ves čas v dobri povezavi. Seveda, tudi recimo na Onkološkem inštitutu z oddelkom za limfome, z zdravnicami super sodelujemo. One sodelujejo pri strokovnih zadevah našega združenja, se bolniki jih tudi vidijo na predavanjih raznoraznih in teh srečanjih. Moram reči, da to naše sodelovanje z Onkološkim inštitutom, s kliničnim oddelkom za hematologijo UKC Mariborom, se v bistvu z leta, pa z ostalimi tudi splošnimi bolnišnicami, imam občutek, da se iz leta v leto to naše sodelovanje celo krepi, da postajamo kot neki sodelavci. Velikokrat se zgodi, da se na nas obračajo bolniki, rabijo kakšne dodatne informacije, pa jim potem pomagamo tudi mi vzpostaviti stik, ali da dobijo kakšno mnenje na Onkološkem inštitutu ali pač v kliničnem centru. Skratka, in vedno strokovnjaki pristopijo pozitivno naravnano, pomagajo, veliko prostega časa namenijo našemu združenju. Nikoli ni ne, in mogoče bi še to rada poudarila, da vsa ta stroka, vsi ti strokovnjaki z Onkološkega inštituta, z kliničnega oddelka za hematologijo in z drugih bolnic številne prostovoljske ure namenijo za naše združenje. Mogoče to ljudje tega ne vejo, bolniki tega ne vejo, ampak vse, kar delajo, vse, kar napišejo za bolnike, je to v njihovem prostem času.
da v bistvu so oni naši pomembni prostovoljci našega združenja. Ne. Samo iz tega tedna, stalna komunikacija s hematologom ljubljanskim, ki je na dopustu, pa ta drug, ki ravno preden je šel, smo še zadnjih 20 minut ga ujeli, posneli še neke materijale za knjižico, potem tretji se vklaša v 11:30 in v 12:30 po noči, ko ima takrat čas, da nam odpiše. Mislim, to je res eno zelo lepo sodelovanje. To je res, ne. Tako, kot si rekla, ta teden je bil sploh tak intenziven, ker nov projekt pripravljamo in smo in ravno te, ki smo jih rabili, so bili na dopustu, ampak ko jim pošlješ sporočilo po telefonu, ali ste mogoče na dopustu, ali ste frej, ali imate čas, sam neki sem na dopustu, ampak imam čas. Se slišimo, si pišemo, Skratka, res dober občutek, in normalno je pol, da če imaš okoli sebe take ljudi, da so pol uspešni projekti. Kateri so novi oziroma prihajajoči? Ja, zdaj mi nikoli ne spimo, to je skozi akcija, skozi razvijamo nove in krepimo obstoječe programe za bolnike. Tako da ena velika novost se zdaj septembra obeta, in sicer individualna strokovna pomoč, psihološka pomoč, prehranska pomoč in pa fizikalna pomoč, to se pravi pomoč fizioterapevta ali kineziologa. Seveda bo to nova spletna platforma. Zdaj, kaj dosti več zdaj še ne bi povedala, ker jo bomo predstavili septembra. Ampak jaz mislim, da dajemo ven stvar, ki bo sploh na področju psihološke podpore, ki je zdaj res težko dostopna ali pa lahko rečem kar nedostopna, bolnikom omogočila res pomočno. Pa ne samo bolnikom, to je še nekaj, mi radi in z veseljem pomagamo tudi svojcem bolnikov, tako da tukaj bojo lahko tudi svojci povprašali, se svojci podprli z informacijami, da bo tudi njim lažje živeti z bolnikom in bolniku pomagati na en primeren način. Tako da bo super. Se pravi, potreba iz vsakdanjega življenja naših bolnikov, in ki bo zares zadovoljena, naslovljena, ker je v sistemu spet ni še. Ja, mi vedno preverjamo potrebe bolnikov, oziroma jih slišimo, jih poslušamo, tako da smo itak na dnevni bazi z njimi v kontaktu. Vedno nas kdo pokliče, rabi kakšno informacijo, pomoč, tako da že skozi to vidimo njihove potrebe. Potem večina v združenju, ki smo aktivni, smo tudi bili bolniki, tako da tudi iz svoje lastnih izkušenj vemo, kaj so potrebe. Tako da se pa prilagajamo, zdaj če dalje bolj vse poteka prek online, preko interneta. Covid je to zdaj malo pospešil, ampak tudi zdaj, ko se vračamo v bistvu, ko bi lahko čez poletje že tudi malo živo, ko je kazalo na boljšo epidemiološko sliko, so se ljudje kar radi odločali za različne online vsebine, in za posvetovalnice preko Zooma in za karkoli. Tako da vidimo, da se časi spreminjajo. In smo zelo veseli, da gremo mi v korak s časom in da lahko v vsakem trenutku bolniku ponudimo pomoč. Ta digitalizacija in ko vse poteka preko interneta in spleta, je pa še ena zelo pomembna dodana vrednost tega, ali pa pozitivna plat, je to, da smo zdaj v bistvu s svojimi programi dostopni po celi Sloveniji. Prej, ko smo izvajali posvetovalnice, predavanja v živo, so pač tisti, ki so lahko prišli v Maribor ali pa naprimer v Ljubljano ali pa v Celje. Ostali pa, ko so iz oddaljenih krajev, se niso mogli udeležiti zaradi najrazličnejših razlogov, zaradi bolezni, zaradi pač oddaljenosti, kakorkoli. Zdaj pa v bistvu lahko pridemo s svojimi programi, lahko pomagamo bolniku tudi v najbolj oddaljenem delu, in to se mi zdi, da je res tudi dobra pridobitev covida in vse te digitalizacije. V bistvu se to združenje zelo profesionalizira in je v koraku s časom ali pred njim. Ja, res je, že približno 5 let nazaj smo na teh mednarodnih srečanjih smo imeli izobraževanja in smo imeli razne delavnice in so nas spraševali, če vemo, kje bojo društva čez 5 let. In potem smo imeli tudi predavanja in so govorili, da čez 5 let bojo e-pacienti v narekovajih, in točno to se dogaja.
vse več ljudi in to pomeni veliko, bolj jim je všeč, no, ta način. Ne. Tudi generacije se menjajo bolnikov in s tem seveda pol se tudi delo in mi. Smo se super prilagodili kot organizacija bolnikov, ne? Smo se že pred več kot 5 leti profesionalizirali. Jaz sem bila do takrat predsednica vse od ustanovitve združenja, tako smo se profesionalizirali, tako sem tudi pol postala izvršna direktorica. Predsednik je pa zdaj Jaka Cepec. Se mi zdi, da je bila ta profesionalizacija nujna, ne? Ker če ti se ne profesionaliziraš, če nisi res 8 ur na dan, pri stvari, skratka, ne moreš se tako razvijati, kot smo se mi potem razvijala. Ne. Najprej sem bila jaz zaposlena, potem kasneje se je še Brina zaposlila, Brina Žagar, vodja projektov, in mislim, da skupaj še z ekipo smo res takrat naredili en tak preboj. Že prej smo veliko projektov imeli, ampak to je bil pa res en tak preboj in samo rastemo, še kar rastemo. Vedno več je nekih projektov, vedno več dobivamo ponudb za sodelovanje, zato da predstavljamo naše dobre prakse, pa ne samo na slovenski ravni, ampak tudi izven. Jaz sem v zadnjih 2-3 letih, vsako leto predstavim vsaj en naš projekt na mednarodnih konferencah, ki jih organizirajo za društva bolnikov. In tako smo že v bistvu ne samo v Sloveniji, tudi širše regijsko, v regiji, pa bom rekla v celi Evropi, prepoznavni, da delamo dobro, zelo nam zavidajo, da tako dobro sodelujemo s stroko. To ni pogost pojav pri drugih kolegih iz drugih področji, ne samo onkologije. Tako da, ja, ta profesionalizacija nam je omogočila, da v bistvu smo tam, kjer smo, in da se lahko še širimo in delamo dobre stvari. Se mi zdi, da je skrajni čas še za kakšno stvar, ki ni vezana na službo, ker uspešni ljudje ne morejo biti predani samo službi, ampak seveda tudi življenju, ga užiti vse njegovi lepoti. Kot mi je znano, imaš veliko strasti, vsake toliko časa se pojavi še nova, seveda prva strast je prav gotovo sta tvoja 2 moška. Prosim, nekaj informacij o njih. Ja, moja 2 moška sta, najprej bom kar sina povedala, se to bi vsaka mama, sem prepričana. Je to moj Juri, pa seveda moj mož, jaz ga kličem Dadi. Mislim, da smo super ekipa, oba dva me zelo podpirata pri tem mojem delovanju. Sicer sta v ozadju, se ne izpostavljata in tudi jaz jih ne izpostavljam nikoli, pa jih nimam zato nič manj rada. Me pa zelo podpirata, sta zelo ponosna oba. Tako mož, kakor sin Juri, ki je zdaj star 10 let, se mi zdi, da zdaj tudi, ki je bil ta državljan, da sem državljanka Evrope, se je zelo pohvalil pri prijateljih, pa na tenisu, ki ga trenira, šole takrat ni bilo več. Skratka, se mi zdi tako, da sta zadovoljna, tudi ona dva s tem, kar jaz delam, pa ponosna na to. Pa evo, jaz poskušam si tako organizirati delo v združenju, da sem dobra mama, da sem dobra žena, tako. Mogoče bi zdaj mož rekel, ne bi se čisto strinjal z mano, ampak vseeno gledam na to, da sem prosta popoldne, da smo skupaj, da lahko kaj tudi skupaj, da kam gremo in tako naprej, da ni samo služba. To me je pač tudi bolezen naučila, tako da znam presekati, da si najdem tudi čas za sebe, pa za to regeneracijo, pa si tudi bolj uspešen in pri delu in zadovoljen sam s sabo in tako naprej. To je pomembno, gre z roko v roki, prav gotovo. To je enkrat ena. Če si pa znaš dobro organizirati ta čas, pa vse super spelaš. Tako da moram reči, da nimam občutka, da bi bila preobremenjena, da bi bila izgorela ali pa karkoli drugega. Sem pa popoldne po službi, najraje se pravim z fantoma. Zdaj glede na to, da Juri še v osnovni šoli, zdaj gre v 5. razred, ta prva leta šolanja sem mogla še biti kar vključena, da malo pogledaš te domače naloge in te stvari. Ja, pa sploh zdaj to COVID obdobje, ko ste bile mame, smo bile še učiteljice malo,
ampak moram reči, da mi je bilo to tako zelo veselje. No. Sicer pol se je malo začel nabirati, ker je bilo ta dnevna rutina, ne, pa bilo pol že malo preveč in delo za službo in učiteljevanje. Ne. Ampak mi ni žal, se mi zdi, da smo se tako zelo povezali, mislim, še bolj se povežeš kot družina. Res pa, da moraš pa tudi biti zelo potrpežljiv, pa nekako imeti, ker te nove razmere vseeno prinesejo tudi nove okoliščine in včasih je tudi naporno, da si cele dneve v to upet, pa skupaj, pa šola, pa služba, pa vse te stvari. No. Tako da, ampak ko se je šola začela, zdaj je že smo v starih tirnicah in je prav super. No. Omenila si tenis, pa kolikor je meni znano, ga tudi ne trenira samo Jurij, ampak ga tudi skupaj, pa mož takrat kaj drugega postori. Ja, Jurij je začel preteklo šolsko leto trenirati tenis, je že super, ful dobro mu gre in jaz sem ga hodila iskat na tenis in sem se to gledala in sem rekla, kaj pa če bi jaz tudi probala, nisem sploh športen tip človeka, fajn bi bilo, da bi se z nečim ukvarjala in sem rekla, pa mi je všeč bilo, tako na prvuč, sem rekla, nič bom pa jaz tudi probala in potem so ravno v tenis klubu Olimpija naredili tenis tečaj za odrasle. In evo, sem se prijavila, sem rekla, kar bo pa bo, če bom lahko bom, če ne bom, ne bom. In že po 1. uri sem se jaz čisto navdušila, tenis, super. Slolopar sem si kupila, že takoj po 1. uri, čeprav sem si mislila, mogoče bo pa to slaba naložba, kaj pa če nam, pa tako sem rekla, nič. Mogoče bo pa spodbuda, ampak ne glede na to, lopar gor ali dol, jaz sem bila čisto navdušena in sem še danes navdušena in grem rada, ne glede na to, da imam kar kakšno kilo preveč, vseeno vidim, da lahko igram tenis in mi je to neka motivacija tudi, da bom malo bolj gledam mogoče na prehrano zdaj, da mi bo lažje čez čas, da bom še bolj tenisačica. Kaj pa veš, mogoče grem pa še na olimpijske igre. Tele Tokio še spustiš? Tokio še spustim, ja. Mogoče pa polno. Ampak moram pa reči, da sem se pa res že naučila, tako da že lahko lepo igram čez mrežo. Odlično, kaj pa Dadi? Moj mož Dadi, on pa v bistvu za tenis ni tako navdušen. Nekako ne morem prepričati, da bi šel še on, da bi skupaj lahko kaj špilala, moram ga pa pohvaliti, ima pa on svoje hobije. Omenila sva Dadija, pa Jurija, pa mislim, da še en fant pride ven, ker je že veselo pričakovanje, že kakšnih 14 dni, pa spet bo fant. Ja, to si pa tako fajn napovedala, da si ja, še enega fanta pričakujemo v septembru. Ampak to bo kužek. Prihaja en tibetanski terjerček v našo družino spet, včasih sva z možom, še predno sva imela Jurija, imela psička, že tibetanskega terjerja, tako da že malo vemo, ampak se ful veselimo te nove kepice, zdaj nas vzrediteljica vsak dan skoraj obvešča in nam pošilja video posnetke, slikce od našega kužka in zdaj si odhajamo na dopust, ampak po dopustu ga gremo obiskat, pol septembra ga pa domov pripeljemo, tako da se vsi veselimo, da bomo dobili še enega člana družine, ki bo z nami na kavču, na posteli, na dopustih, skratka, mi živimo izven Ljubljane, na deželi, na takem lepem koncu, zelo v naravi, pri Gmajni, v leseni hiši, tako da smo res tako v stiku z naravo, tako da naš Lunček prihaja, Lun mu bo ime, in evo, ko me čakamo, da bomo skupaj, zdaj 4-članska družina. Kristina, uživaj dopust skupaj s svojo družino, zaenkrat, če je brez Luna, september bo spet na polne bombe. Ja, tako rečejo eni, september bo spet na polne bombe, pa oktober, tako da do konca leta bo kar veselo, veliko novega za bolnike, seveda spet v sodelovanju s stroko, z našimi kolegi iz združenja, tako da v bistvu zdaj se veselim dopusta, pa se bom pa že tudi veselila teh novih izzivov. Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo se na obisk povabi spet prihodnji petek ob 12. uri.